Bratje, v Triglavu ognji gori, žarki kresovi, krvavi plameni, kakor silni meči ognjeni, ki jih sami arhangeli te. Bratje, naša pomlad gre iz stav, bistra koburja, močna, koval. Naša domovja se je zagnala, tmo razklala, sonce skovala, sonce, kralja Matjaža dan. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan, Drava nas zove, jadra na rjove, vranci naj skrešejo trde potkve. Bratje, naprej. Pesem Naprej je bila politična poslanica Rudolfa Maistra, s katero je spomladi leta 1918 Slovencem sporočal, da nastopa njihova pomlad in jih obenem opominjal, da se bo treba za slovenske meje tudi boriti. Novembra istega leta je besede pretvoril v dejanja in da Drava ni zvala zastonj, je bila zasluga Maistra, ki je vlogo osvoboditelja, v kateri je pozival in vodil kralja Matjaža, prevzel sam. Spoštovani ministrica za obrambo, podžupan mestne občine Ljubljana, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, predsednik in predstavniki Zveze društev generala Maistra, cenjeni gostje in sodelavci, prisrčno pozdravljeni na slovesnosti v počastitev Maistrove osebnosti, njegovega vizionarstva, preudarnosti in poguma. Da danes o delu in življenju Rudolfa Maistra vemo izjemno veliko, tudi podrobnosti. Gre velika zahvala društvom, ki združujete potomce njegovih borcev in vse, ki se pomena tedanjih dosežkov posebej zavedate. Spoštovani, v besedi vabim predsednika Zveze društev generala Maistra, magistra Milana Lovrenčiča. Spoštovano vodstvo Slovenske vojske, ministrico na čelo, načelnikom, vsem direktorji in vsemi šefi te hiše. V izjemno čast in veliko čustven sem danes, kako ste danes organizirali proslavo dneva generala Maistra. Hvala vam in želim, da to postane tradicija, da bojo se vsi, ki so dolžni skrbeti za varstvo te naše domovine, tudi poklonili spominu generala Maistra. To ste danes upravljali častno in res iskreno vam hvala za ta dogodek. Zdaj po generalu Maistru, ne vem, če je dobro, da kaj več povem, ker smo že dosti povedali, med drugim smo tudi z Slovensko vojsko izdali njegovo biografijo, ki je takrat stala 20.000 evrov. Jaz se bojim, da danes to iz vas ne bi mogel stisniti. Da ne bi šlo. Potem smo izdali knjigo Zgodovinske okoliščine delovanja generala Maistra. V 4.000 izvodih, 25.000. Tudi to ne bi šlo. Šlo je iz vaše blagajne. Skratka, bili so dobri časi, ko smo postavljali spomenike in recimo najlepši spomenik je v Ljutomeru, drugi spomenik, ki smo ga z Lipičem postavila, je v Radgoni, za katerega skoraj nišče ne ve, pa je 4,5 metra visok, tretji spomenik je v Ljubnem in tako naprej. Zato smo se mi potem odločili, da mi vam poklonimo en spomenik in ti spomenik, ki stoji, gospod načelnik, pred vašo pisarno, je naše darilo in vas dnevno spominja na to, da sledite poslanstvu in sporočilnosti generala Maistra. Mi smo se odločili, da bomo, ker že res precej vemo o generalu Maistru, ne vemo pa o njegovih sodelavcih, ki brez njih general Maistru ne bi uspel. Tako smo pred dnevi v Velenju odkrili preko spominsko obeležje in pa tudi knjigo o zelo pomembnem možu, ki je bil predsednik Narodnega sveta za Štajersko, gospod dr. Karol Gostovšek. Moram povedati, in meni se zdi, da se bo ministrice lepo zdelo, če bom Velenje pohvalil, kako so organizirali to res s vsem spoštovanjem do svojega rojaka, ampak istočasno so pa dali na pranger
mestna občina Maribor, ker je bil Vrstovšek častni občan, pa nikogar ni bilo tam, pa na Univerzo v Ljubljani, katere ustanovitelj je bil dr. Vrstovšek. Tak nehvaležni ne smemo biti našim prednikom. Mi smo, malo prej smo knjigo izdali o Franju Malgaju. In pravkar pripravljamo še knjigo o dveh pomembnih mož, ki bodo kratkem tudi išli. Tako recimo dr. Rosina. Ne vem, če poznate anekdoto dr. Rosine. On je bil podpredsednik tega pokrajinskega sveta, odnosno narodne vlade za Štajersko, kot so rekli. In majstru se je zgodilo, da mu je ta vojska deloma uhajala iz rok, ker so šli na avstrijsko stran, ker Avstrijci so plačevali svojo vojsko, medtem ko majster pa ne. In potem, ko je to dr. Rosina videl, je rekel, veš kaj, jaz ti bom dal denar iz mestne hranilnice, ker on je bil direktor hranilnice. Če bomo zmagali, bomo ta denar dobili nazaj, če pa ne bomo zmagali, smo pa itak denar zgubili. In tako je rešil, ne? Ampak teh takih, recimo Joško Slobodnik, ne vem, kdo je slišal za topničarja Joško Slobodnika, ki je na desnem bregu čuval in imel izredno močno ognjeno moč. Jaz sem to idejo prenesel v Belo krajino in tam so z velikim zadovoljstvom vzeli na znanje, da obstaja en heroj, sodelavec generala Majstra, Joško Slobodnik. Smo odkrili spominsko ploščo, smo naredili društvo General Majster, Belokrajinsko društvo General Majster, ki deluje vzorno. Tako kot, ne smem pozabiti, tudi društvo v Velenju, ker si štejem čast, da je članica tudi vaša ministrica, ne? Torej naša ministrica. Ne? Tako, jaz sem zadovoljen s sodelovanjem Slovenske vojske, vem, da imate mnogo težav, zato ne trkamo na vrata, da bi dobili kaj od vas, ampak iščemo priložnost, kaj bi mi lahko dali vam. To sodelovanje mislim, da je na visokem nivoju, ne bom rekel, da je vzorno, in mi smo vas že javno pohvalili, upam, da boste vi tudi nas. Še zaključek bi to rekel, nas vreje na misel, a ne bi začeli razmišljati, da bi mi zopet organizirali vojsko vseh mladeničev slovenskih. Ker vem, profesionalna vojska, NATO, ampak nam manjka vzgojne ure za mlade. In ni je boljše šole, kot je vojska. Ne mislim na Bilečo in ne mislim na Sarajevo, tam, ki smo bili, ampak eno kulturno slovensko vojsko, tako kot vidim, da zdaj nekatere evropske države že uvajajo ali pa so uvedle. Mogoče to bo okletna misel, ampak verjamete, meni gori. In od mnogih staršev slišim, da si želijo, da bi svojega vnuka ali pa sina poslali vojsko, da bi ga naučili, kako se pospravlja, kako se dela. Skratka, hvala vam lepa, želim, da tako sodelujemo in da se bomo tudi prihodnje leto srečali v takem številu, kot smo se letos, in da bomo dali priložnost vsem vašim sodelavcem, da se bojo poklonili generalu Majstru. Iskreno vam hvala.
in njegovih borcev. Na ministrstvu spoštujemo njihova dejanja, skupaj z društvi generala Maistra pa si prizadevamo za ohranjanje zgodovinskih izkušenj in vrednot. Spoštovani, k nagovoru vabim ministrico, gospod Andrejo Katič. Spoštovani predsednik in predstavniki Zveze društev generala Maistra, spoštovani načelnik, spoštovani direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, spoštovani vsi gostje, predvsem pa spoštovane sodelavke in sodelavci in vsi, ki nekako v srcu nosimo spomin na znamenite ljudi preteklosti. Naj bo današnji praznik lep dan, pa vendar naj ne mine v duhu neke proslave, ampak predvsem kot nek trenutek, ko imamo možnost, da se v prijetnem klepetu srečamo, da sedimo v tako velikem številu in da malce se pogovorimo o preteklih dogodkih, o slavnih dogodkih naše zgodovine, mogoče kritiziramo tudi katero manj slavno, predvsem pa, da z spominom na klene ljudi naše preteklosti tudi zberemo notranjo moč za vse izzive, s katerimi se bomo srečali v prihodnosti. Tako da me veseli, da smo se danes tukaj zbrali. Veseli me tudi to, da je dan generala Maistra spominan vse bolj dobiva na pomenu v Sloveniji. Kajti ponosni moramo biti na svojo zgodovino. Slovenci smo bili priznani vojaški narod, sodelovali smo v mnogih spopadih, pa vendar smo včasih kar malce pozabimo na to stran zgodovine. Seveda, bili smo v prvi svetovni vojni, ampak ko smo se začeli boriti za svoje pravice, je bilo to z generalom Maistrom in z njegovimi borci za severno mejo. In kot je predsednik povedal, ponosna sem na to, da prihajam iz Velenja, kjer je tudi dr. Karel Brastovšek, ki je v bistvu generala Maistra takrat povzdignil v generala in dal tudi možnost, da se enakopravno pogovarja z vsemi sogovorniki na drugi strani. In da na takšen način, za svojo karizmo, predvsem pa za svojim zgledom, za svojimi dejanji, zbere okoli sebe ljudi, ki so dali pečat za zgodovini Slovenije. Zagotovo Slovenija ne bi bila takšna, kot je danes, če ne bi imeli tako slavnih in znamenitih Slovencev. In hvala vsem njim, pa tudi vsem vam, ki negujete ta spomin nanj in nas opominjate, da moramo biti takšni tudi v prihodnosti. V letošnjem letu, ko zaznamujemo 25. rojstni dan, smo se seveda velikokrat spomnili vseh teh preteklih dogodkih. Tudi kasneje, potem, v drugi svetovni vojni, tudi v osamosvojitveni vojni. Marsikdo med vami je igral veliko vlogo tudi vsem v tem času, da lahko danes tukaj polnopravno zastopamo Slovenijo, govorimo o slovenskem jeziku in sami odločamo in tudi sprejmemo odgovornost za odločanje v naši prihodnji Sloveniji, v našem prihodnem razvoju, v tem, kakšni državi želimo živeti. In na področju Ministrstva za obrambo, tako v Slovenski vojski, kot tudi v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, nas čaka mnogo izzivov. Zagotovo, da je preteklost pustila pečat, vendar verjamem, da je ta klenost, ki so izrazili naši predniki, še kako živa danes v nas tudi v sedanjosti. Pred nami so mnogi izzivi, nekaj korakov smo že naredili in verjamem, da nam bo z skupnimi močmi, če bo vsak od nas naredil ne samo tisto, kar se pričakuje od njega, ampak še nekoliko več, da bomo dosegli uspehe. Tako lahko sem vesela, da smo končali strateški pregled obrambe, da je v medresorskem usklajevanju, predstavili smo ga že tudi predsedniku vlade in verjamem, da bomo morali pri vseh izhodiščih, pri vseh ukrepih, ki jih je strateški pregled nakazal, ustrajati tudi v prihodnje. Sama bom ustrajala tudi na tem, da se izenačijo poklici, da se primerljivi poklici primerljivo tudi vrednotijo. Govorim zlasti o primerljivosti poklica policist in poklica vojak, znotraj vse strukture, znotraj policije in Slovenske vojske. Verjamem, da nas bodo kolegi iz Ministrstva za notranje zadeve in Slovenske policije pri tem tudi podprli. Pred nami bo tudi kmalu stekla razprava o dveh pomembnih zakonih, to je o zakonu o obrambi in zakonu o službi Slovenski vojski. Verjamem, da bomo v razpravi, v javni obravnavi verjetno lahko vključili še marsikatero dobro rešitev, ampak vse skupaj delamo z tem, da bo lahko šel naš razvoj naprej v pravo smer. Dobili smo nekaj več sredstev v proračunih za prihodnje 2 leti. Verjamem, da zagotovo ne dovolj, da bi nadoknadili ves primanjkljaj iz preteklih let, vendar tej vladi je uspelo zaustaviti trend padanja
Zavedamo se pa vsi skupaj, da je potrebno narediti še več in poiskati še dodatne resurse in dodatne možnosti za to, da lahko pot, ki jo bomo skupaj začrtali, potem tudi izpeljemo, ne samo v tem mandatu, ampak tudi v vseh prihodnjih, ko bodo prišli. Ministri se menjujejo, vi ostanete, ampak verjamem pa, da z vsakim ministrom skupaj začrtamo pot, ki jo mora razviti tako Slovenska vojska, kot tudi uprava za zaščito in reševanje, pomoč, civilna zaščita, vsi sektorji, tudi policija, ki so vključeni v varnostne sisteme. Tako da, če bo v nas vseh toliko poguma, kot ga je imel general Maister in njegovi soborci, verjamem, da bomo uspešno prebrodili vse viharje, ki nam jih prinaša. Tako da, naj bo danes lep dan, čestitam vam prazniki in želim, da ga lepo skupaj tudi preživimo. Hvala. Bratje, v Triglavu ognji gori, je zapisal in nekaj mesecev pozneje zarisal našo severno mejo. Zato bo skladba v izvedbi Kvinteta Trobil orkestra Slovenske vojske, ki govori o ljubezni do domovine, pravšnja. Ministrstva povabim, da se malo podružimo in spregovorimo ne samo o zgodovini, ampak tudi o našem zdajšnjem delu. Hvala lepa. Hvala vam.